Dober večer, voščin, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli na spletnem portalu domovina.je v oddaji Vroča tema. Gradnja kanalizacijskega kanala C0, ki ga poskuša čez vodovarstveno območje že vrsto let speljati ljubljanski župan Zoran Janković, v zadnjih dneh spet buri duhove. Kljub temu, da občina nima ustreznih gradbenih dovoljenj, samo še dobra 2 kilometra kanala ostajata nezgrajena. In v zadnjih dneh so tam znova rohneli stroji, dela se poskušajo nadaljevati, medtem ko so s svojimi telesi lastniki zemljišč preprečili, da bi se kanal polagal naprej. Zakaj lahko Zoran Janković brez ustreznih gradbenih dovoljenj prihaja skoraj v zaključno fazo del? Kje je tukaj zatajila slovenska pravna država? Kaj lahko storijo ljubljanski mestni svetniki, ki so opozicija Zoranu Jankoviću? O tem in še več se bomo pogovarjali z našima nocojšnjima gostoma. Z mano sta ljubljanska samostojna mestna svetnica iz stranke Vesna, dr. Jasminka Dedić. Dober večer. Ja, dober večer. In eden izmed lastnikov zemljišč, tudi član nevladne organizacije Alpe Adria Green, ki se sicer zdaj bori za pridobitev statusa stranke v postopku. Pavel Zatler je z nami. Dober večer tudi vam. Dober večer. Najprej naj povem, da sicer gre za dokaj lokalno temo na prvi pogled, ampak po drugi strani kanalizacija se gradi čez vodovarstveno območje Kleče. Voda se tam izteka pravzaprav iz Kamniško-Savinjskih Alp in predstavlja bazen pitne vode za širše okolico Ljubljane, torej za več kot 300 tisoč ljudi. Tako da se verjetno lahko strinjamo, spoštovana gosta, da gre za nacionalno temo. Gospa Jasminka Dedić, bomo začeli z vami. Torej, kaj je po vaše osnovni problem gradnje kanala čez vodovarstveno območje? Zdaj vse smo že slišali, 100-krat že premleli, da je tam pač vodovarstveno območje, ampak župan vztraja, gradimo kanal, zavarovan bo s kinetami, nič se ne bo zgodilo. Ja, v bistvu vse, kakor ste že sami napovedali, prej, ko ste rekli, dejansko osnovni problem je, da je tukaj res vodonosnik, torej Ljubljanskega polja, iz katerega se napaja več kot 300 tisoč ljudi, v bistvu se oskrbuje s pitno vodo. In to je kar je v bistvu to ključni problem, ne? In v bistvu ta zamisel, da bi v bistvu speljali ta kanalizacijski kanal, ne, v bistvu mislim, da več kot 12 kilometrov naj bi bil dolg ta kanal. Gre za skupni projekt 3 občin. Tako, gre za skupni projekt 3 občin, Medvode, Vodice in Ljubljana. In v bistvu samo dejstvo, da naj bi v bistvu peljali odpadne vode, torej iz Medvod, iz Vodic, iz Broda in tako naprej, čez vodonosnik, ne, kjer praktično ni nobenih greznic, naj bi peljali v bistvu do centralne čistilne naprave v Zalogu, je to že samo po sebi v bistvu nerazumljivo. In tako so v bistvu točno s temi besedami so to opisali hidrogeologi, ne, pač da gre res za nerazumljivo potezo, ne, da na tak način v bistvu ogrožajo takšen bazen pitne vode. Ne. Ja, tudi komunalni inženir z več desetletnimi izkušnjami gradenj takih kanalizacij v Nemčiji, Franz Malajner, s katerim sem govoril, je večkrat opozoril na sveto pravilo, ne, da mora biti ta kanal s sanitarijami čim krajši. Ne? Spravi, da mora biti ta cev čim krajša. Ne? Mi pa tukaj peljemo v bistvu čez vodovarstveno območje fekalije več kot 20 km daleč. Več 10 km stran, ja, tako je. Ja. Gospod Zatler, govorimo torej o vodovarstvenem območju. Ne? Vi imate tam zemljo, ves čas opozarjate, spodaj podtalnica, pogosto poplavlja Sava, to je popotresno območje. Zakaj ta zemlja, ki je tudi vaša, tako občutljiva? Ne? Poglejte, če smem, bi jaz najprej Mihan popravil tole iz uvoda, ki ste rekli, da smo s telesi ustavili gradnjo. Ne? Mi smo samo preprečili uporabo zasebnih zemljišč v namen gradnje, ker za to nimajo. Se pravi, izvajalec nima nobenih dovoljenj, da bi uporabljal zasebne zemljišča. Prav vse aktivnosti, katere lastniki izvajamo, so v skladu z zakonom in mi direktno ne preprečujemo gradnjo tam, kjer
je gradnja dovoljena. Se pravi, tam, kjer gradbena dovoljenja so, mi pač tega ne moramo preprečiti. Preprečujemo pa, da se uporabi tista zemljišča, katera izvajalec nujno rabi, da je izgradnja sploh izvedljiva, in bi rekel, samo tam lahko mi ustavimo oziroma preprečimo, in to za pomočjo policije. Saj nismo samo s telesi, prišla je policija in zadevo preprečila nadaljevanje. Kar se tega tiče. Zakaj je zadeva občutljiva? Mi živimo tukaj že, bi rekel, več stoletij tukaj. Voda se črpa že več kot 100 let in vseh teh 100 let je voda bila kvalitetna, brez nekih težav. Zaradi zaščite vode pa moramo, bi rekel, uporabniki ali pa lastniki teh zemljišč izvajati številne ukrepe, katere nam, bi rekel, predpisuje država preko vodovarstvene uredbe. Zdaj, ker se moramo mi tega držati in mislim, da je prav, da se tega držimo, tega nihče ne osporava, se nam zdi nerazumljivo, da nekdo drug pa lahko dela, kar hoče, brez kakršnekoli upoštevanja. Konkretno, česa vsega se morate držati? Se pravi, gre se predvsem za agrotehnična opravila, pomeni v točno določenih rokih se sme gnojiti, količine gnojil, katere so dopustne, na kakšen način. Se pravi, mi lahko gnojimo samo, kadar je aktivna, bi rekel, rastlinska površina, takrat se lahko gnoji. Mi ne moramo gnojiti v dežju, mi ne smemo gnojiti v snegu ali v mrazu, ker takrat pač ta hranila se lahko bi izpirala v podzemje, ne. Ampak vse to je tudi nadzorovano. Jaz, na primer, imam vsak let vsaj en test, katerega vzame inšpekcija, mariborska inšpekcija za okolje, kjer mi kontrolira, kaj imam jaz v zemlji. Kontrolirajo mi okrog 400 različnih snovi. In praviloma so vse te snovi, ki naj bi bile kot možni onesnaževalci, izpod meje detekcije. Prav, praktično kmetje se tega močno držimo, zato je popolnoma nerazumljivo, da se pa sedaj bo polagal neki kanal, praktično direktno v vodo, ker tam je zelo nizka potalnica in v času visokih voda bo potalnica višja, kot je dno kanala C0. Zdaj župan vztraja, kinete bodo zaščitile, nič se ne bo zgodilo, ne? A mu lahko verjamemo? Zdaj vemo, da je Voka Snaga dala izdelati tudi študijo, Geološki zavod jo je pripravil, ampak z dokumentov pa lahko sklepamo, da v bistvu nobenega izmed predlogov niso upoštevali, ne? Ja, mislim, koliko lahko verjamemo. Vse to je zelo dobro, mislim, da se moram spomniti, mislim, da je dr. Brenčič, da je dejal hidrogeolog. Seveda, ne, oni lahko rečejo pač, da je, ne vem, tolikšno in tolikšno tveganje, ne vem, ali da se zgodi potres, recimo, ne vem, teh razmerij in tako naprej. Ampak dejansko ti pa nihče pa ne more v bistvu garantirati, ne, da se nekaj res ne bo zgodilo, ne vem, res zelo močan potres, ne vem, rušiln, ali ne vem, ali da ne bo kakšne sabotaže, diverzije, ali karkoli, ne. Tega pač ne moremo vedeti, ne. In mislim, ker dejansko osnovno načelo, ne, pri varstvu okolja je, da moramo v bistvu izhajati v bistvu pač, da moramo biti previdni, ne. Predvsem iz tega moramo izhajati, mislim, zakaj bi v bistvu povečevali tveganje, če to ni potrebno. Če se lahko temu izognemo. Gospa Dedična, zdaj eden izmed argumentov, ki jih pogosto navaja ljubljanski župan, je tudi, da bo kanal rešil problem greznic, da je tega v Ljubljani še veliko, mislim, da jih je več 1000, ne vem, 3000, in da jih bodo kar nekaj tukaj sanirali, odpravili s tem kanalom in da v bistvu so greznice bolj škodljive za okolje kot ta kanal. V bistvu sem že prej rekla, kar se tiče samega vodonosnika, tukaj praktično greznic ni, ne. Zdaj, kjer greznice so, recimo, ne vem, Brod in tako naprej, ne, to bi dejansko lahko v bistvu reševali pač na drug način, ne. Za greznice iz drugih občin, ne, tudi v bistvu iz Medvod, iz Vodic, bi se tudi dalo v bistvu drugače reševati, ne. Tako da dejansko, ja seveda, ne, pač treba je urediti, ne, tudi skladno z evropsko zakonodajo, ne, v bistvu se je v bistvu odpadne vode potrebno v bistvu pač ustrezno rešiti, ne, in tako naprej. Ampak
ne pač na tak način, da pa s tem ogroziš v bistvu največji v bistvu vir pitne vode, ne, v bistvu v Ljubljani, ki ga dejansko ne bi mogli nadomestiti, če bi prišlo do onesnaženja. V bistvu največji vir pitne vode v Sloveniji. Gospod Zatler, Janković večkrat reče, pa tudi njegovi somišljeniki vam očitajo, da v bistvu zavirate napredek, ne, da ste lakomni kmeti, ki želite preveč denarja. To je nek klišejski opis tistih, ki nasprotujejo. Prej ste vprašali, če lahko verjamemo, ne? Zdaj pa jaz bi pa vprašal drugače, kot on ponavadi pravi. Komu pa ne verjamemo? Razen njega nihče ne trdi. Se pravi, jaz še nisem slišal strokovnjaka, ki bi trdil to, da je ta projekt varen, da se ne bo nič zgodili. Katerega koli strokovnjaka danes vprašaš? Se pravi, medtem ko pa jaz mislim, da Janković ni strokovnjak, tudi Mlakar iz Voka, bivši direktor, ni strokovnjak, to so vse pravniki, kateri pač stresajo neke floskule. Če bi mi računali, da bomo s tem ne vem kaj zaslužili, mislim, da je to čist zgrešena zadeva, predvsem je veliko dela, bi rekel, teh lastnikov vložili veliko več denarja, kot bi bila morebitna odškodnina za tisti pas, kateri je. Ampak pravim, gre se predvsem za načelo, tukaj se kaj tazga ne sme narediti. Tomaž Ogrin iz organizacije Alpe Adria Green je dejal, da gre za lakomnost, ne, tistih, ki so se prijavili za evropska sredstva, ker so se skupaj povezale 3 občine, je teh sredstev več, ne vem, več kot 70 milijonov. Ne. Pa me zanima, koliko bo vse skupaj ta kanal torej stal, koliko bo Ljubljana z njim zaslužila? Mislim, zdaj natančno res ne bi v bistvu vedela točno, koliko bi s tem Ljubljana dobila, koliko, ne vem, drugi 2 občini, ki ste vključeni. Skratka, sama vrednost kanala, mislim, da je pač po projektni dokumentaciji ocenjena tam nekje cirka 38 milijonov evrov. Ne. Je pa tudi to dejstvo, ne, ga moramo upoštevati, je pa ravno zaradi tega, ne, da se lahko ta projekt, ne, ker dejansko kanal C0 je dejansko samo en sklop v okviru v bistvu širšega projekta. Tu je še nova čistilna naprava. Tako čisto zate, ne, ta projekt. Ne. In dejansko pač moramo gledati tudi tako, ne, pač, da to ni res pač v bistvu pač to za to ne velja zdaj za celoten projekt. Ne. Spornih je samo teh 4 kilometrov. Vse ostalo lahko mirno ostane, nobeden ni nič proti temu. Vsi smo za kanalizacijo, ampak teh 4 kilometre ne se pa izgleda. Gospod Janković pravi, da drugače ne gre. Ne? Pač, vi ste sicer večkrat javno že dejali, da bi morali peljati po Celovški, ne, to traso kanalom, pravi, da se to ne da, da so to preverili. Mislim, jaz osebno pač, jaz ne morem reči, da bi, ne vem, pač, a je to v bistvu kot alternativna rešitev, da se pelje po Celovški. So pa recimo tudi strokovnjaki, ne, sploh v bistvu vodarji, ne, hidrogeologi, predlagajo, da bi se zgradilo več manjših v bistvu čistilnih naprav, ne, ker je potem tudi recimo tudi če pride pač do nekega onesnaženja, ne, je potem lažje v bistvu ugotavljati to v bistvu in potem tudi očistiti in odpraviti. Ampak z evropskimi sredstvi se je zgradila nova za skoraj 40 milijonov evrov. Ne? Z evropskimi sredstvi je pa ravno to, ne, je pa moral biti ta projekt v bistvu predimenzioniran. No, to sem v bistvu želela prepovedati. Ne. To je to, ne, ker dejansko v bistvu nimamo sploh potrebe, ne, po enem takem v bistvu megalomanskem projektu. Ne. Potrebe so veliko manjše. Ne? Ja, torej, vem, da ste zahtevali svetniki sklic izredne seje, ne, in kjer ste na tej seji tudi želeli se pogovoriti o alternativnih možnostih te trase. Ne. Zdaj, kaj je bilo s to sejo? Janković je pozval svoje svetnike, naj sejo bojkotirajo. Kaj je bilo potem z svetniki Gibanja Svoboda? Ja, mislim, tudi svetniki in svetnice Gibanja Svoboda tudi niso v bistvu prišli na sejo. Prišla je ena svetnica in en svetnik iz Gibanja Svoboda, sta bila v bistvu prisotna v dvorani mestnega sveta, ampak se nista usedla v svetniške klopi. Vas to, gospod Zatler, čudi? Državni zbor je konec leta 2019 soglasno takrat odločil, da naj se projekt ustavi in je stal 2 leti. Ne? Sigurno me to čudi, ne?
Ne vem, kaj ne drugega rečem. Zdaj, zakaj je gradnja 2 leti stala? Zakaj so stroj zaropotali šele 2 dni po novi zmagi Jankovića na volitvah? Ja, ko je pred več kot 2 leti, v bistvu bo zdaj že malo 4 leta, ko se je začel poskušati tukaj graditi, se je potem izkazalo, da dejansko nima investitor nobenih teh vzporednih zemljišč. Se pravi, investitor je pridobil gradbeno dovoljenje za kolovoz, kateri je v naravi širok 2,5–3 metre, geometri pravijo, da je lahko tudi 4 ali 5, in samo na tem kolovozu, za ta kolovoz je na razpolago gradbeno dovoljenje. Ko se je začel graditi, se je pokazalo seveda, da je potreba po bistveno širšem pasu, vsaj 20, po nekaterih primerih tudi 30 metrov. Naprimer, ko se je gradil plinovod pred 2 leti, so za cel fi 40 cm v globini 1 meter imeli zakupljen 30-metrski delovni pas. In na ta način se da kvalitetno narediti, tako kot je treba, se pravi, kompletna se je naredil izkop, kompletna cev se je položila, preizkusila in potem zasula. Zdaj pa tukaj cev po cev tiščijo v tla in zasipajo nazaj, prevažajo zemljo kot mačka mlade, z enega konca na drugega mešajo. In takrat se je zato ustavilo, ker dejansko ni bilo kje teh poti. Potem pa je mestni svet sprejel sklep o javni koristi za te sosednja zemljišča in na osnovi tega sklepa mestna občina začela izvajati razlastitve za začasno uporabo teh zemljišč. Teh razlastitev je veliko, je okrog 70–80 v teku, tako da če župan trdi, da ima on 80% podpisov, je to laž, ker večinoma so vsi v razlastitvah, podpisov je mogoče 10–20%. So pa parcele, katere sploh še niso v postopku, iz pač različnih razlogov. Skoraj nobena od teh razlastitev ni pravnomočna, so v teku, ali v pritožbah, ali celo v tožbah na upravnem sodišču. In tudi v teh, bi rekel, razlastitvah se predvideva samo 5-metrski pas na eni in na drugi strani. Zopet je popolnoma preozko, to so zdaj na Ješici so na ta način že poskusili, pa se je videli, da tudi ne gre, tudi na to ne gre. No, dajmo se zdaj mi fokusirati na to samo kanalizacijsko cev in veliko je bilo govora okrog tega, a je zdaj gradbeno dovoljenje ustrezno tam, kjer so ga že položili, C0 kanal, ali ne. Zdaj, kinete so v zemlji, vidva pa oba pravita, da v bistvu nikoli niso imeli gradbenega dovoljenja za te kinete. Gospa Dedič, kako je zdaj s tem? Jaz zdaj v bistvu res podrobnosti vseh teh postopkov v bistvu ne poznam, zdaj pač, ker je en del, ker to prvo gradbeno dovoljenje je iz leta 2014. To je v bistvu, ko bi rekla čisto, ko bi rekla to izvirni greh, ki je v bistvu bil narejen. Ampak takrat so ga pridobili za enostaven objekt. Za enostaven infrastrukturni objekt. In tukaj v bistvu je že v osnovi bilo v bistvu zgrešeno. Kajti, če bi prepoznali takrat upravna enota, pač da gre za infrastrukturni objekt, ki je zahteven, poleg tega, ki teče, v bistvu pač naj bi prečkal vodonosnik, bi bilo popolno, najbolj logično bi bilo, da bi potem morali v bistvu tukaj izvesti celovito presojo vpliva na okolje. Ampak, ker so uspeli, zdaj ne vem pač na kak način, v bistvu so prišli do tega, pač do te ugotovitve, pač da gre za nezahteven gradbeni v bistvu objekt, infrastrukturni objekt, potem ni bila potrebna v bistvu celovita presoja vpliva na okolje. Ampak z ministrstva so pa zdaj odgovorili, da za ta 2 kilometra pa da bo potrebno. Tako, tukaj pa naj bi bilo zdaj potrebno. Kar je v bistvu nonsens, ker dejansko bi to, ker je to en kanal, kar je mestna občina tukaj zelo spretno naredila, to je, da je ta kanal v bistvu razsekala pač na koščke.
ker jih je šla v bistvu vloge za gradbena dovoljenja vlagati za posamezne kose, zaradi česar so se v bistvu spet lahko izognili temu, da bi bila obvezna presoja vpliva na okolje. Ampak to je, se pravim, to je v bistvu res, tako kot bi rekla, izigrali zakonodajo, ampak dejansko bi pa morali tukaj nacionalne institucije, zlasti Agencija Republike Slovenije za okolje, bi seveda je bilo jasno, da tukaj gre za izigravanje, ne? In ne bi smeli v bistvu pristati na to. Ja, gospod Zatler, vi ste nam poslali dokument, ne? Arso je v bistvu občino pozval, naj se izjasni, a bodo kinete v zemlji. Z dokumentov je razvidno, da so rekli, da od tega odstopajo, ampak posneli smo kinete v zemlji, ne? Ja, občina je tako sporočila, zato da je Arso postopek zaključil, ker ne bo kinet, je postopek zaključil, ne? Ampak zdaj se kinete polagajo. Ampak kako je mogoče, da inšpekcije ne ugotovijo nobene nepravilnosti? Tu mora pa inšpekcija povedati, to pa jaz ne znam. Gospod Dedič, je to nenavadno? A sploh o tem odločajo prave inšpekcije? Mislim, da ne. No, to je to, ne? Ker dejansko, ker v osnovi institucije, ne, ki bi morale v bistvu res presojati materijo, ne, so v bistvu tukaj šli, ko bi rekla, čisto črkobralsko, ne? In potem, če ti v bistvu te institucije, ki bi dejansko morale varovati v bistvu javni interes, zdravje, okolje in tako naprej, če one spustijo in ko dajo enkrat soglasje in mnenje, so potem tukaj inšpekcije, imajo tukaj pol zavezane roke. Poleg Arsa, kdo še? Direkcija za vode predvsem, ne. Recimo tukaj tudi oni v bistvu z svojim vodnim soglasjem, ne, v bistvu so ga izdali, kljub temu da gre tukaj za poplavno v bistvu območje, ne, kar pomeni, da bi tudi zaradi tega bi v bistvu morala biti tukaj izvedena presoja vpliva na okolje, ampak ker so potem oni izdali tudi vodno soglasje, tudi ni bilo potem potrebno. Zdaj, če sem prav razumel odgovor Ministrstva za naravne vire, ne, tega novega, ki ga vodi gospod Bržan, zdaj oni odgovarjajo, da ima investitor časa do sredine maja, da izdela to presojo vpliva na okolje, da jo priloži za ta manjkajoči del. Kaj pričakujete? Jaz mislim, da bi moralo v bistvu biti izvedena celovita presoja vpliva na okolje. Za nazaj? Za celotno območje, za celoten kanal. Ker dejansko je tako, ne, v bistvu glede na vse tisto tveganja, o katerih smo govorili uvodoma, seveda tukaj kanala sploh ne bi smelo biti, ne. Tako da v bistvu tukaj govoriti o tem, da rabimo tukaj celovito presojo vpliva na okolje, je na nek način, ne vem, je v bistvu po svoje tudi paradoks, ne. Ampak dobro, ne, če že gremo, ne, ker samo po sebi, ker evropska zakonodaja ne izključuje to, da ti lahko v bistvu spelješ kanalizacijo čez vodovarstveno območje, ampak seveda bi bilo v tem primeru, recimo, da bi bila potem v bistvu speljana nad zemljo, ne pa pod zemljo, ampak dobro, če jo že, ne, recimo pa, da nimaš druge rešitve, ne, potem pa je seveda, potem rabimo celovito presojo vpliva na okolje. Ne samo za nek, ne vem, delček, ker to je v bistvu res nima smisla, ne. Gospod Zatler, kaj vi pričakujete zdaj? Jaz ravno pri tem, ki morajo dati do 11. aprila podatek, vidim neko zanko noter, ker v zakonu je predpisan, da je to predvideno za tam, kjer so industrijske odplake, ne. Jaz mislim, da bo MOL dal izjavo, da industrijskih odplak ne bo tukaj in tega sploh ne bo iskal. Kaj pa zdaj odločitev upravnega sodišča, ne, ki je vrnilo zadevo v odločanje ministrstvu, pritožba Alpe Adria Green, ne, organizacije, katere član ste tudi vi, da je lahko stranka v postopku, a lahko to kaj spremeni? Kaj se tukaj pravzaprav zdaj dogaja? Na hiter rok ne more nič spremeniti, ker v bistvu se bo še enkrat odločalo, da sploh lahko odločamo, potem bo treba prejšnji postopek, bi rekel, odpraviti in ga peljati na nov, glede na te roke, ki jih pa investitor, zna biti to že mnogo prepozno. Gospod Dedič, kaj se bo zgodilo, če Janković zgradi manjkajoči del kanala? Bo dejansko priklopljen? To pa ne morem vedeti.
se nimamo v bistvu Oziroma se- kristalne krogle. Ko bo enkrat zgrajena, se lahko zadeva še ustavi. po vašem. Seveda, lahko se v bistvu še ustavi, se navsezadnje, se to ne bi bil v bistvu prvi tak infrastrukturni fiasko, ne, za strani mestne občine Ljubljana pod vodstvom sedanjega župana, sem, če se spomnim, recimo pač Stožice. Ne. Ta je v bistvu tudi še vedno tam sameva, en del, ne, v bistvu kot jama gradbena in tako. In tako da tudi tukaj je pač čisto možno, da bodo pač to zgradili, ampak bo to še en spomenik v bistvu, ko bi rekla, ne vem, res nerazumnim in nestrokovnim, neodgovornim odločitvam v bistvu nacionalnih institucij, ki bi morali opraviti svojo nalogo, pa je niso. Ne. Ker tukaj dejansko moramo vedeti, pač vemo, ne, kdo je Zoran Janković, ne, pa na kak način deluje, s kakšnimi v bistvu metodami se poslužuje. Tukaj res so problem institucije, ki so to vse v bistvu skozi pustile in poslale pol v Bruselj, ne, Evropsko komisijo. Gospod Zatler, če bo kanal zgrajen, Glejte, jaz sem prepričan, da če kanal bo zgrajen, to ne morem reči, da ni te možnosti, ampak da uporabnega dovoljenja ne bo imel nikoli, ker ravno tu pa imamo zdaj nevladne organizacije možnost zadeve speljati do Bruslja. ampak do Bruslja, kaj to pomeni? Ja, to pomeni, da bo prej ali slej bo padel cel sistem. Institucije v Bruslju lahko odločajo dolgo časa. Ne? Nič hudega, uporabnega dovoljenja pa ne bo, ne? Se pravi, ne bo odplak, to je bistvo. Evropska komisija zna kar hitro odreagirati. Ne. Se pravi, na vašo pritožbo. Ja, seveda. Povejte mi to, a vas preseneča neodziv civilne sfere. Ne? Spomnimo se Zakona o vodah, julij 2021. Inštitut 8. marec, Zvezdo, Niko Kovač. 700.000 ljudi je šlo na referendum. Bil je izjemno uspešen, hud porast takrat za Janševo vlado in ministra Vizjaka. Ne? Danes pa, ko govorimo pa o tem kanalu, ne, ki zadeva pa tudi skoraj 500 milijona ljudi, pa pravzaprav medijska tišina, ne? In zelo neaktivna družba. Zakaj? Ja, to se v bistvu tudi sama sprašujem. Ne. Jaz lahko pač ugibam nekaj, jaz mislim pač, da je ključni razlog v bistvu ravno ta strah pred Jankovićem, ki je dejansko postal, ko bi rekla, skoraj da absolutni oblastnik v Ljubljani. Ne. In številne tudi organizacije, nevladne organizacije se dejansko bojijo, ne, kajti potem je, ker je lahko ogroženo tudi njihovo financiranje. Ne. Kajti ne gre v bistvu samo recimo pač za mestne oblasti, ampak tudi za pač recimo pač za ministrstva, torej za državne oblasti, ne, ki prav tako v bistvu financirajo te organizacije iz raznih v bistvu tako javnih razpisov. Ne. Ker kot vidimo tukaj dejansko imamo zdaj v bistvu to sprego, ne. Ker je zdaj vprašanje, kdo bo, če bo tukaj zdaj v bistvu popustila, ne vem, pač država, ne, dejansko bo potem bo to potegnilo za sabo Jankovića, oziroma če bo tukaj v bistvu zdaj zgubil Janković, recimo ne vem, proti vam in tako naprej, bo pa itak to potegnilo pol tudi vse te institucije za sabo. Ne. In tukaj so zdaj, v bistvu tukaj zdaj ne moremo pričakovati od civilne družbe, da bi pa ona tukaj zdaj to stvar reševala. Jaz mislim, da bi morali res tukaj iskati državljani, državljanke, mislim, tudi tako širše, torej tudi tisti, ki so izven Ljubljane, bi morali tukaj zahtevati pač, da pristojne institucije oziroma tisti, ki jih vodijo, ne, da morajo zdaj v bistvu prevzeti svojo odgovornost. Ne. Ker civilna družba je nemočna. No, tukaj. Saj takole, ko pošiljamo novinarsko vprašanje, se zdi, kot da ta ministrstva zdaj malce predlagajo druga na drugo odgovornost. Ne, gospod Zatler, vprašanje glede civilne sfere za vas. Zdaj se je recimo aktiviral Inštitut 8. marec, boril se bo za upokojence, ker so pisali Inštitutu upokojenci. Zakaj vi niste pisali recimo temu inštitutu, ki je medijsko tako dobro pokrit? Mi smo velikokrat pisali vsem tem inštitucijam, tako da to ni res, da smo pisali. A ni bilo odgovora? Ni bilo nikoli odgovora na to. Bi pa nekaj drugega. Se pravi, jaz mislim, da danes se mediji kar boljš odzivajo. Če se spomnite, tudi vi ste bili na začetku nekajkrat zraven. Eden redkih, ki se je takrat pred 3 ali 4 leti kot Nova TV ste takrat bili zraven.
je bilo takrat res slabo pokrit. Ne? Danes televizije kar preletijo, danes to ni več tak problem. Problem pa je to, kar je prej Jasminka rekla, ministrstvo se je zavilo v molk. In popolnoma ne moremo, bi rekel, do njih. Jaz sem imel z ministrom Brežanom kakšne 3-4 leta nazaj en sestanek po neki drugi temi in sem ga lepo prosil, sem rekel, minister, dajmo se dobiti tukaj na Kanadi, ker se še ni tele zadnje ekscesi, še niso dogajali. Tukaj še zadeva ni rešena, ne vem, če je vam jasno, kaj je, dajmo se dobiti. Jaz do tega sestanka do danes še nisem prišel. No zdaj, o tem, kje je treba narediti presojo vplivov na okolje, po novem odloča ministrstvo samo, ne več ARSO. To pa je v bistvu z ARSA prenesel na ministrstvo, pa že minister Vizjak. Ne? Je tudi on zakompliciral postopek? Na vsak način. Na vsak način, bi rekel. Te postopki, tu niti ni pomembna toliko politična, bi rekel, stranka, tu gre pa za ta sistem izrabe, bi rekel, ali pa bi rekel, gradbeni lobi, ki na vsak način hoče graditi, ni važno na kakšen način, samo da se gradnje potekajo naprej. Kako ste vi razumeli tisto potezo bivšega ministra? Ne? Nekako se je zdelo tudi v njegovih izjavah, da je poskušal na nek način onemogočiti, da bi nevladne organizacije tako enostavno vstopale v postopke in ustavljale gradnje. Ne? Ja, v bistvu s temi spremembami zakonodaje je definitivno, mislim, prejšnji minister za okolje in prostor, Andrej Vizjak, je definitivno bil, ko bi rekla, ne vem, eden najbolj škodljivih za okolje, no? Ker dejansko so ga bolj skrbele, ko bi rekla, bolj te investicije, kako sploh recimo, kar se tiče, ne vem, hidroelektrarni. Naši viri pravijo, da je z županom kar dobro sodeloval. Ne? Ja. Mislim, jaz ne bi vedela, koliko je dobro sodeloval, ampak glede na to, da je kako bi rekla, kako je Zoran Janković, koliko je bil tiho, recimo, v času prejšnje vlade, glede na to, kakšna je bil tudi ta odpor, ko si tudi omenil, tudi glede samega referenduma in tako naprej. Župana Zorana Jankovića dejansko v teh letih praktično nisi mogel slišati reči karkoli kritičnega zares o prejšnji vladi, o ministri. Recimo z enim je tu zelo dobro sodeloval, je podpisal sporazum o financiranju z ministrom za javno upravo, torej politikom, ki je zdaj, tako ki je zdajšnji podžupan. Tako da dejansko tukaj vidimo, da na nek način naš župan dejansko zelo dobro sodeluje v bistvu z obema političnima poloma. Vsakokratno vlado. Zdaj, naš čas se je že skoraj iztekel. Kaj lahko obljubimo ljudem? A bo enkrat res stekla kanalizacija čez to območje? Jaz bi prej še to ste rekel, ustavljamo gradnje. Nevladne organizacije ne ustavljamo gradnje. Naš cilj je, da se gradnje potekajo pravilno, za pravilnimi dokumenti, na pravilen način. Gradnje morajo biti... Ampak vaš cilj je, da ne poteka ta trasa čez vodovarstveno. Če pa govorimo direktno o kanalu C0 med Brodom in Ježico, pa seveda želimo, da se zadeva ustavi in bomo tudi na takšen drugačen način to dosegli. Občina je kar nekaj lastnikov zemljišč tudi tožila, češ da so ovirali gradnjo, ampak nekaj lastnikov je celo dobilo tožbe. Občina ni dobila nobene tožbe. Lastniki so pa dobili vsi po vrsti. Ampak koliko stroškov vas je to vse stalo? To so drage zadeve. Ste dobili občutek, da vas je poskušal župan tudi na ta način odstraniti in prestrašiti? Seveda. Gospod Dedič, kako vi poslušate to? Z županom sodelujete v bistvu na magistratu, na sejah? Ja, do zdaj je bilo itak v bistvu bolj malo sej, niti nismo uspeli vzpostaviti nekega odnosa, glede na to, da sem v bistvu zdaj prvič izvoljena kot mestna svetnica. Ampak v bistvu, glede na to, da tudi kakšne projekte ima župan, tudi sicer v bistvu v planu sežigalnico in tako naprej, jaz dvomim, da bomo lahko kakorkoli tvorno sodelovali v bistvu. Čutite, da imate kakršnokoli moč, da ta projekt ustavite, ga poskušate ustaviti? Mestni svetniki absolutno ne. Se pravi, tukaj so res odpovedale
institucije, ki bi morali opraviti svojo nalogo. Jaz mislim, da malček tudi mogoče tudi sodišča še lahko računamo, ne vem, pač upravno sodišče predvsem, ampak to so v bistvu predvsem vse te neke proceduralne v bistvu, ti zapleti, zanke in tako naprej. Kdor res lahko tukaj ustavi, je po mojem res samo Evropska komisija. In dokler se to ne bo zgodilo, boste kaj? Z mehanizacijo in fizično ustavljali gradbene stroje? Ne, bili bitko s policijo in mestnim redarstvom? Mi bomo branili svoja zemljišča, nič drugega. Na pač vse možne zakonite načine. In s tem tudi pitno vodo, ne? Ja, to je pa posledično. Ja. Spoštovana gosta, bila je zelo zanimiva debata. Hvala za obisk na Domovini. Jaz bi mogoče samo, ko si ravno zdaj v bistvu rekel besedo domovina, zeleni in okoljevarstveniki na splošno, mi vemo pač, da nimamo v bistvu več domovin. Imamo samo eno domovino, to je planet Zemlja in tako da se moramo vsi boriti za njo. Ja. Čuvajmo jo. Ja. Bomo s to mislijo končali. Še enkrat hvala obema za obisk v našem studiu. Hvala. Hvala pa tudi vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci. To je bila vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera. Lahko noč.